Ja, lep pozdrav. Se slišimo? Okay, točni smo. Torej, en lep pozdrav. Moje ime je Branka Budovinac, z mano sta še vodja za bibliografsko kontrolo Tadeja Brešer in sodelavka Nevenka Zupančič, Pozdravljeni. ki se bosta nama pridružila še pri vprašanjih in odgovorih. Bom kar začela z delitvijo, da tudi preverimo, da to vse prav dela. Tako. Se vidi? Ne še. Ne še. Okay. Pa smo vadili. Še ponovimo. Tako. Zdaj pa je v redu? Ja. Ok, dobro, pa zares lahko začnemo. Torej še enkrat uradni pozdrav. Najprej naj povem, da se bo naša predstavitev danes snemala. Objavo posnetka vam bomo posredovali takoj, ko bo pripravljen in namenjen predvsem tudi tistim, ki danes niso z nami. Vprašanja lahko podate sproti ali na koncu v Zoomu, v oknu Q&A, to verjetno že poznate. Nekatera vprašanja bodo odgovorjena sproti, druga pa na koncu. Bomo videli, koliko še časa bo. Torej, kot je bilo napovedano, namen predstavitve je, da vas seznanimo z osnovnim pristopom nadgradnje koncepta vzajemne katolizacije in pripravo prve verzije testne baze. Za tiste, ki se s to temo srečujete morda prvič, je tu na kratko še nekaj informacij o ozadju. Aktivnost je razvita na podlagi prvega projekta iz leta 2024, kjer smo poskušali čim bolj celovito zajeti izhodišča uvajanja entitetno-relacijske katolizacije. Posamezne vidike smo predstavili tudi Krsovku, Nuku in tudi širši strokovni javnosti, nazadnje tudi svetu članic KOBIS, kjer ima knjižničarji svoje predstavnike. Torej, za dodatna pojasnila priporočam tudi ogled prejšnjih predstavitev. Pa začnimo kar s časovnico. Torej, ta nekako odraža običajen razvoj produkta, kot je danes v praksi, torej po tej prvi grobi testni verziji, ki vam jo bom danes predstavila, bo sledilo testno in razvojno obdobje. To obdobje smo razdelili na dva dela. Prvi del zajema seznanitev z aktivnostjo, zlasti razlogi nadgradnje, kako smo pristopili, zato je ta del krajši in bo potekal do konca maja. Na osnovi tega testiranja oziroma tega prvega pregleda sledi evalvacija, določanje prioritet in začetek razvoja urejevalnika. V drugem delu od julija do jeseni letos oziroma pozno jeseni bodo potekala obsežnejša testiranja, finalizacija, konverzije novega urejevalnika. Prva implementacija pa je predvidena ob koncu leta 2026, če nam bo vse uspelo, in s katerim bomo uvedli novi koncept in konverzijo z razmejevanjem nekaterih obstoječih lokalnih zapisov. Kasneje bi sledila še druga konverzija, torej za preostale obstoječe lokalne zapise, ki še niso bili razmejeni in za ta čas pa še nismo določili, kdaj bi to izvedli. Oziroma je stvar dogovora z vami. Današnja predstavitev torej zajema prvi del, kar je označeno tukaj z rdečo barvo. Glavni razlog nadgradnje je načrtovana prenova enotnih katolizacijskih pravil, ki ga pripravlja NUK in temelji na katolizaciji z entitetami. Posledično seveda sledi prenova skupnega formata. To je osnova za skupen bibliografski zapis, predvsem za tiste sklope elementov, ki služijo identifikaciji vira in se skozi čas praviloma ne spreminja veliko. Vendar vemo, da zapisi niso namenjeni samo za identifikacijo, skozi čas se obseg podatkov veča z vidika, torej uporabniških pravil, torej tisto, kar si uporabniki želijo, je imeti cilj več različnih podatkov.
Obstaja sicer taka težnja opažati je, da se stari zapisi ažurirajo, vendar imajo knjižnice zelo omejene možnosti. Katalizatorjev je malo, število zapisov in obseg podatkov pa se s časom povečuje. S skupnim bibliografskim zapisom torej bi knjižnice lahko imele boljše, obogatene bibliografske zapise, kot jih same prispevajo, in to brez zahtevnih ročnih redakcij v lokalnih bazah. S tem se seveda tudi poveča uporabnost zapisa Cobib. Kot vemo, se že danes uporablja v različnih aplikacijah in za različne namene. Za novi pravilnik, ki ga pripravlja NUK, pa je posebej pomembna priprava arhitekture. In sicer na takšen način, da bo vzdržen model upravljanja zapisov o entitetah in relacije med temi zapisi. Te relacije bodo za vsak lokalni katalog enake. Podpreti je torej treba racionalizacijo katalogizacije z vse bolj dinamičnih bibliografskih zapisov. Kaj pomeni dinamičnost zapisa? To pomeni, da se skozi čas zapis posodablja in dopolnjuje. Zato si mogoče najboljše pogledamo razvoj vzajemnosti, ki omogoča racionalizacijo dela. Danes bom preskočila liskovne kataloge in se sredotočila le na dogovore o vzajemnosti skozi prizmo programske generacije v sistemu COBISS. To je sicer temelj pristopa, torej predlagane današnje nadgradnje. Ko govorimo o generacijah C2, C3 in C4, ne govorimo o vsebini kot taki, ampak o tem, v kateri generaciji programske opreme je zapis bil ustvarjen in kakšen je bil dogovor s knjižnicami o konceptu vzajemnosti. V času programske opreme COBISS-2 so se bibliografski zapisi praviloma dopolnjevali na lokalnem nivoju. Lokalne dopolnitve se večinoma niso shranjevale na vzajemni nivo. Posledično se je vzajemna baza Cobib le izjemoma obogatila s podatki. S prehodom na COBISS-3 se je ta pristop spremenil in velja tudi za trenutno generacijo COBISS-SCAD. Pred vsakim ažuriranjem, torej kot veste, je treba zapis prevzeti iz Cobiba, dopolnitve se nato shranijo tako vzajemno bazo kot lokalno bazo. S tem se zagotovilo stalno nadgrajevanje zapisov v Cobibu. Zadnji sklop pa tukaj na tej naši slikci nakazuje nadgradnjo, ki predvideva, da bi se ažurirali le vzajemni zapisi, ki so tako samodejno dostopni tudi v lokalnih bazah knjižnic. S tem se zmanjša podvajanje dela in zagotovi večjo preglednost, konsistentnost in ažurnost podatkov. Pa si poglejmo te značilnosti z eno poenostavljenimi primeri. Torej najprej za koncept v času generacije COBISS-2. Vzajemni zapis imamo, prevzele so ga 4 knjižnice, vsaka lokalna baza ima podvojene podatke s Cobib zapisom. Knjižnica 3 je nato zapis posodobila in shranila vzajemno bazo in lokalno bazo. Tudi knjižnica 2 se je odločila posodobiti svoj zapis, ampak ga je shranila le v lokalni bazi. Cobib zapis v tem primeru ni bil posodobljen. Preostali 2 knjižnici nista dobili nobene posodobitve. Razlike lokalnih zapisov so se povečevale, nekatere knjižnice teh dodatnih podatkov nimajo. Trenutno torej velja koncept, ki se je po dogovoru s knjižnicami vzpostavil leta 2012. Torej ti zapisi imajo oznako C3 ali C4. Pa si poglejmo tudi ta poenostavljen primer v tem konceptu. Vzajemni zapis so prevzele 4 knjižnice, vsaka ima podvojene podatke, torej so enaki kot Cobib zapis. Knjižnica 1 se odloči zapis posodobiti, zapis se shrani takoj v Cobib in lokalno bazo. Ko se knjižnica 2 odloči za posodobitev, se ta spet shrani v Cobib in lokalno bazo. Preostale knjižnice nimajo posodobljenega zapisa, razen če gredo zapis ročno posodobiti, tako da vstopijo v redakcijo zapisa in naložijo zapis iz Cobiba. Torej, nadgradnja zasleduje 2 glavna cilja. Prva je uvedba skupnega bibliografskega zapisa, ki je oblika sinhronizacije in ločenega lokalnega dodatka, kjer si knjižnice lahko beležijo svoje podatke. Drugi cilj pa je prenos starih zapisov v novo razmejitev, arhiviranje teh zapisov in obogatitev Cobib zapisov z dodajanjem podatkov iz lokalnih zapisov generacije C2.
Nadgradnja, kar je tudi zelo pomembno, je temelj za nadaljne aktivnosti, torej vzpostavljanje manjkajočih povezav med bibliografskimi zapisi in normativnimi zapisi. Del te aktivnosti že izvajamo z sedanjo konverzijo in seveda kreiranje novih zapisov za agente. Nato sledi kreiranje novih zapisov za dela in izrazne oblike, konverzija ob uvedbi novega pravilnika, ki ga pripravlja NUK, dopolnjevanje zapisov iz zunanjih virov ter tudi priprava podatkov kot odprtih podatkov. Kaj je v bistvu predlagan koncept? Pa vzemimo ponovno ta poenostavljen primer. Imamo vzajemni zapis, ki je skupni zapis, knjižnice prevzamejo zapis, vendar se fizično ne prenesejo celotni zapisi, torej celotni zapisi iz Cobiba. V lokalni bazi se ustvari le lokalni dodatek. Kadar je ena izmed teh knjižnic posodobi vzajemni zapis, imajo vse knjižnice to posodobitev nemudoma, torej hkrati. In tako se tudi zgodi z drugimi posodobitvami, kadar se za to odločijo druge knjižnice. Razmejitev med skupnim in bibliografskim zapisom in lokalnim delom se v osnovi ne razlikuje obstoječega koncepta. Ohranja se torej lokalnost bloka 6, dodano je podpolje 100e, čeprav analize za to podpolje kažejo kar 90% ujemanje kod. Lokalni katalogi bodo funkcionirali kot doslej, značilnosti zapisov izvoda, torej polja s podpoljem 5 bodo vključene v vzajemni zapis in lokalni dodatek, ki je del specifične knjižnice. Knjižnice, ki zapisa le prevzemajo, bodo imele enako možnost urejanja omejenega nabora podatkov. Postopki vezani na vodenje bibliografij raziskovalcev pa že sedaj potekajo na zapisu Cobib. Torej, kaj je okvirni cilj prehoda te arhitekture glede na novi pravilnik, ki ga pripravlja NUK, in zakaj je skupni bibliografski zapis pri tem tako pomemben? Poglejmo si mogoče še s to shemo. Nad črto imamo vzajemni nivo, vzajemno bazo in vzajemni katalog na Cobis Plus. Pod črto je lokalna baza in lokalni katalog na Cobis Plus in seveda povezane aplikacije. Novi katalizacijski pristop razsljuje opis informacijskega vira na več entitet. Opis bomo sestavljali po sklopih, med njimi pa vzpostavljali relacije. Relacije se bodo vzpostavljale tudi z drugimi informacijskimi viri, torej z opisi drugih virov. Z oranžno označena kvadratka sta predvidena dva nova tipa, torej vrsti normativnih zapisov za entiteto delo in izrazno obliko. Ključno je razumeti, da se bo s časoma informacije iz bibliografskega zapisa počasi premikale na ta dva nova tipa zapisov. Torej, če se primerjamo z zdajšnjo prakso, kadar se v bibliografski zapis doda povezava iz konorja oziroma za avtorja, recimo iz avtorja, povezave trenutno nimajo vsi lokalni zapisi, razen če gre to ročno ažurirati. Zato se pa uvaja tako imenovani skupni zapis, ki bi tvoril skupaj z lokalnim dodatkom na lokalnem katalogu oziroma lokalni bazi kombiniran zapis za uporabnike. Pomembno je torej poudariti, da nadgradnja ne ukinja lokalnih katalogov. Vaši končni uporabniki bodo lahko uporabljali lokalni katalog tako kot doslej. Vsaka ustanova bo imela vse povezane funkcionalnosti v okviru svojega kataloga. Predvideno pa je, da se končnim uporabnikom preko Cobis Plus omogoči iskanje in prikaz kombiniranega zapisa. Malo kasneje bomo videli, kaj še to zajema. Na kratko vam bom povzela še, kako poteka trenutna konverzija sedanjih, torej obstoječih zapisov. Najprej se lokalni zapisi arhivirajo, nato se izvede primerjava zapisi in lokalni zapisi glede na določene vidike. Če ustanova nima aktivnega uporabniškega imena za katalizacijo, torej te ustanove, ki zapise le prevzemajo, se ne glede na generacijo zapis razmeji, ostane lokalni del.
Pri ustanovah z aktivnim uporabniškim imenom za katalizacijo, torej tiste, ki zapise kreirajo, pa razdelimo zapise na generacijo. C3 in C4 zapisi dobijo lokalni del, za C2 pa pogledamo, koliko je lokalnih zapisov, torej koliko zapisov je v lokalnih bazah za ta dotični COBIB. Če je samo en lokalni zapis in nima nobenih razlik v primerjavi s COBIB, se ga razmeji in ostane lokalni del. Kadar je pa lokalnih zapisov več, jih te uvrstimo v konverzijo, v katerem se izvedejo različne primerjave in iščemo na podlagi različnih pogojev, katere so dodane tudi varovalke, katere podatke bi lahko iz teh lokalnih zapisov vključili v COBIB. Kadar podatek vključimo v COBIB, se doda še novo polje 890, ki je namenjeno sledljivosti sprememb, torej damo noter informacijo, kateri podatek smo dodali. Lokalni zapisi na to ostanejo v celoti, torej so ohranjeni v celoti v lokalni bazi, torej za določen čas oziroma do dogovorjenega roka. Poglejmo si še zelo poenostavljen povzetek te konverzije po poljih. Tabela kaže, da se praviloma podatke dodaja, torej tiste, ki jih v zapisu COBIB še ni. Po večini ima prednost zapis iz NUK-a, če ta obstaja, sicer pa zadnji ažurirani. Nekaj specifike pri nekaterih sklopih, in sicer ko sta polji nič 20, nič 21 in blok 7. To izvedemo na vseh zapisih, ne glede na generacijo. Pri teh poljih oziroma teh sklopih prekrijamo iz NUK-ovih zapisov, torej strukturo in vsebino polj. V bloku 7 na to dodajamo še druga polja in podpolja s COBIB-a in lokalnih zapisov. Velja pa tudi izpostaviti, da konverzije nismo delali na bloku 2 zaradi izrazite nestrukturiranosti podatkov. Konverzija je zelo groba in zelo okvirna. V načrtu imamo že izboljšave, torej dodelati algoritem za blok 7. Zasledili boste začasna polja 703, 713, izvedena mora pa biti tudi sinhronizacija s CONOR. Dodelati moramo tudi ujemanje in druge podrobnosti konverzije po poljih med preostalimi lokalnimi C2 zapisi, ki jih bo pač imela več knjižnic, bomo jim poiskali še tiste, ki pred konverzijo nimajo razlik v primerjavi s COBIB zapisom in jih poskušali razmejiti. Torej, preden pridemo na testno bazo, naj povzamem še ta uvodni del. Jaz sem zbrala tudi mogoče neke pomisleke, ki bi se utegnili že tukaj pojaviti, oziroma jih morda že imate. Nadgradnja z vidika končnih katalizatorjev ne prenaša nekih bistvenih novosti, torej za vas, primerjalnim stanjem, ki je bilo že vzpostavljeno z uvedbo programske opreme COBIS-3. Že sedaj velja, da se pri urejanju naloži COBIB zapis in se spremembe shranijo v COBIB. Obseg lokalnih podatkov ostaja skoraj nespremenjen. Razlika je predvsem v tem, da v lokalnih bazah ni več fizično kopij skupnih podatkov. Lokalne zapise se ne briše, pred konverzijo jih arhiviramo in bodo dostopni. Zapisi C2 pa bodo po dogovoru ostali v celoti še določen čas, če boste želeli še kaj iz njih dodajati v zapis COBIB. Tudi za končne uporabnike knjižnic nadgradnja ne pomeni večjih sprememb. Funkcionalnosti lokalnih katalogov in lokalnih baz ostajajo enake. V uporabi pa je tako imenovan združen zapis oziroma kombiniran zapis za uporabnike. Ali je pristop optimalen? Seveda ni, izbrana je tako ena srednja pot med okvirnim cilji oziroma temelji za uvajanje novega pravilnika, ki ga pripravlja NUK, in seveda specifikami sistema COBIS. Že sedaj vemo, da podatki iz bloka 6 in podpolje 100E, torej tisto, kar je lokalno, spadajo v sklop predvidenih novih normativnih zapisov za dela in izrazne oblike. Konverzija po poljih je sedaj še omejena, predvsem zaradi definiranja razlik v zapisih C2.
Uvedba razmejenosti torej bi omogočila manj ročnega dela, s tem večjo racionalizacijo. Sicer pa kakovost podatkov, zlasti v zadnjih letih, tako kot ga tu opazujemo, je razmeroma dobra. Tisto, česar primanjkuje, so predvsem dodatni podatki, ki bi jih uporabniki želeli. Zagotavljanje kakovosti ostaja enako kot doslej. Možna pa je uvedba dodatnih mehanizmov, ampak že zdaj vemo, recimo iz arhiva zapisov COBIPP, že zdaj lahko vidite, kdo, kdaj in kaj je spremenil na zapisu COBIPP. Lansko leto pa smo poslali oziroma pripravili tudi okrožno obvestilo in v izobraževanja za katolizacijo uvedli skupno prosojnico, s katero se katolizatorja stalno ozavešča o osnovnih načelih vzajemnosti. Zaradi celovitosti, torej zahteve po celovitosti zapisov za slovensko bibliografijo, pa je v pripravi še ena ločena arhivska baza, kjer se bi shranili dosedanji in novi zapisi za slovensko bibliografijo. In zakaj uvajamo nadgradnjo še pred novim pravilnikom, torej tisto, kar pripravlja vnuk. Ocenili smo, da je priprava teh temeljev kar tehnično obsežna. Menimo pa tudi, da ta časovnica omogoča postopen prehod v novo razmejitev. Tako. Okay. Zdaj pa še tisto, kar vas mogoče najbolj zanima. Preden gremo si pogledati še samo bazo, nekaj informacij o testiranju oziroma tem pregledu. Vabimo vas torej k sodelovanju tako, da se seznanite z razlogi, pristopom ter pregledate poljuben nabor zapisov in tako dobite tako okvirno sliko o predlagani verziji nadgradnje. Testiranje poteka v testni bazi do konca maja in zato boste porabili približno 2 ure, mogoče tudi več, oziroma po potrebi ali želji tudi več. Opis in povezavo na testno bazo smo vam posredovali po e-pošti. Osnovni postopki so opisani oziroma podani tudi v anketnem obrazcu preko platforme Enka, ki vam je bila prav tako posredovana. Komentarje in predloge ter odgovore na naše vprašanja lahko date kar v tem obrazcu. Če pa vas je v knjižnici več, ki boste testirali, lahko vsak posebej izpolni ta obrazec, sicer bi pa prosili neko splošno mnenje, da posreduje po e-pošti vaša kontaktna oseba za COBISS. In še nekaj malega napotka. V testno bazo se prijavimo z akronimom baze, ki jo pregledujemo, in z uporabniškim imenom in geslom, ki ga imamo kot v pravi bazi. Testna baza je namenjena pregledovanju zapisov. V njej prosimo, da ne kreirate in ne spreminjate zapise, urejevalnik še ni pripravljen. Prav tako ne uporabljate drugih funkcionalnosti, ki niso povezane s testiranjem. Še ena posebna informacija, torej število in vsebina zapisov v lokalni bazi, v testni lokalni bazi sta enaka nastanju dan konverzije in se ne ujema s stanjem v pravi bazi. Tako, zdaj bom pa zamenjala deljeno okno in se pogledamo primere v testni bazi. Tako. Upam, da se vidi vmesnik. Ja, predaj. Hvala. Torej, prijavljena sem tukaj v MKL bazo, zato ker imajo več raznovrstnih zapisov, ki sem jih izbrala tukaj za ta današnjo predstavitev. V testni bazi izvajamo različna iskanja, tako kot doslej, lokalna in COBIPP bazo boste pač uporabljali.
S to razliko, da v lokalni bazi iskanje poteka po tako imenovanih kombiniranem zapisu, torej združenem zapisu za tiste zapise, ki so razmejeni. Po teh zapisih iskanje poteka po vseh podatkih, torej kombiniranega zapisa, torej zapis KOBIP in lokalni del. Poglejmo si, kako se ta razmejitev vidi v prikaži. Tako, tukaj imam en primer, v katerem vidimo, da je z rumeno označeno tisto, kar je iz skupnega zapisa, torej vzajemnega zapisa KOBIP, neobarvano pa je tisti lokalni del, ki ostane v lokalni bazi. In sicer v tem primeru je to podpolje 100E in polja iz bloka 6. V primeru, da zapis ni razmejen, potem v prikazi vidimo neobarvan zapis, torej ta zapis je v lokalni bazi ostal ohranjen v celoti, tako kot je bil. Za pregled zapisov pred in po konverziji smo pripravili posebni primerjalnik, ki vam bo olajšal ta pregled te konverzije. In sicer najdemo ga tukaj spodaj na tej vrstici. Pazimo le, da ga ne zamenjamo z običajnim primerjaj. Če je zapis odložen, ga lahko najdemo ta primerjalnik tudi tukaj na dnu pri teh 3 pikicah. Poglejmo si še primer. Poiskala sem več zapisov z iskalno zahtevo, izberem jih lahko tudi več. Odpre se nam pri primerjalniku se nam odpre okno in sicer imam na voljo primerjam dve verziji zapisa, na voljo pa izbiramo pa lahko med temi možnosti. Lokalni izhodiščni je arhivirana verzija lokalnega zapisa pred konverzijo. KOBIP izhodiščni je arhivirana verzija vzajemnega zapisa pred konverzijo. Lokalni po konverziji pomeni, da vidimo lahko samo lokalni dodatek vzajemnemu zapisu, če pa je zapis ohranjen kot lokalni zapis v celoti, ali pa imamo tudi zapise, ki so shranjeni izključno lokalno, potem jih vidimo v celoti. In potem imamo pa še 2 verziji, KOBIP po konverziji, torej vzajemni zapis po konverziji. Zapis lahko vsebuje torej tudi polje 890, kar pomeni, da so vanj dodani podatki iz različnih lokalnih zapisov. In ne nazadnje, kar verjetno vas bo najbolj zanimalo, so kombinirani zapisi za uporabnike, združuje torej vzajemni zapis in lokalni dodatek, ali seveda ohranjen lokalni zapis v celoti, ali izključno lokalni zapisi, če jih knjižnica ima. Naj povem, da tale vsebina tega izpisa in prikaži sta v bistvu enaka. Tukaj v tem primeru bom izbrala lokalni izhodiščni in KOBIP izhodiščni. In ker imam izbranih več zapisov, se lahko na izbrani primerjavi pregledujem več zapisov, hkrati se premikam levo in desno. Tako. Zdaj pa za zaključek še nekaj načinov pregleda, ki bi vas mogoče vam prišli prav. In sicer zanimajo me recimo, kateri podatki so bili umaknjeni iz lokalnih verzij zapisov. V tem primeru bomo izbrali primerjavo, lokalni izhodiščni in lokalni po konverziji. Tukaj imam primer, ki je bil razmejen, z rumeno so označene v tem primeru razlike, torej v primerjalniku so z rumeno označene samo razlike. Vidimo, da je stari zapis bil razmejen in ostal je samo lokalni dodatek.
Druga stvar, ki bi vas mogoče zanimala, oziroma vas bo verjetno najbolj zanimala, kakšni so zapisi za končne uporabnike v primerjavi z prejšnjimi lokalnimi zapisi. Tukaj bomo izbrali lokalni, izhodiščni in kombinirani zapis za uporabnike. V tem primeru vidim, da prejšnji zapis, lokalni zapis, imel na levi strani takšne podatke, novi kombinirani zapis, ker je bil ta zapis razmejen, je v kombiniranem zapisu prikazan COBIB zapis plus lokalni dodatki. Lokalni dodatki, kot vidite, so enaki. In nenazadnje, mogoče vas se tudi zanima, kateri vzajemni zapisi so bili obogateni oziroma katerim smo dodajali nekatere podatke. V COBIB-u iščemo po polju 890, tukaj bom definirala s podpoljem 1 za zvezdico in jih lahko potem pregledujem, iščem. Jaz sem izbrala enega, ki je mogoče malo bolj kompleksen. Če izberem torej COBIB izhodišče, torej pred konverzijo in COBIB po konverziji, vidim na desni strani novi zapis COBIB in vidim polje 890. V 890 imam pod polju informacijo, da je bilo dodano polje 100B, kar je tukaj tudi vidno, označeno z rumeno. Vidim tudi v podpolju 5, iz katere knjižnice oziroma iz katerega lokalnega kataloga je bilo dodano. Tukaj je bilo ta podatek dodan iz UKM-a, prav tako iz UKM-a vidim, da je bilo dodano polje tudi 606. Polji 300 sta bile pa dodana iz zapisa Filozofske fakultete. Tako, prišli smo do konca predstavitve. Upam, da je bilo dovolj informativno. Pa bom nehala deliti. Ja, pa smo skoraj točni. Pridemo na vprašanja. Nevenka, Tadeja, vas bom prosila, če se nam pridružite. Ima kdo kakšna vprašanja, lahko vpišete v questions and answers, ker zaenkrat jih ni. Aha. Delam več kot 3 desetletja v katalogizaciji in se mi zdi potrebna nadgradnja, ki ste jo predstavili. Popravki samo na lokalnem zapisu, ne tudi na vzajemnem, je prevečkrat naša praksa. Sem zelo hvaležna za nov koncept. Zanima me samo, ali boste pri pripravi konverzije za nov koncept knjižnicam dali kaj v delo, na primer določene popravke, če bo to potrebno. Najprej hvala, me veseli, da se vam zdi to prava smer. Zdaj, vsekakor bomo, konverzija še ni zaključena, tako kot je Branka tudi že povedala, ne. Jo bomo še dopolnjevali in preden jo dokončno izvedemo, bomo še enkrat prosili knjižnice, da pa zares pogledajo podatke in ugotovijo, če se da še kaj izboljšati oziroma pač potrdijo, da se strinjajo s tem, kar smo jim pripravili. Tako da to je recimo ena taka stvar, ko jo bo treba narediti. Zdaj v prihodnje se bomo verjetno tisti zapisi, ki bodo ostali nerazrešeni, tiste bo mogoče treba popraviti oziroma razrešiti s časom, ne, ampak to se bomo pač zmenili za en rok. To se bo delalo hkrati z ostalim delom, ne bo neka
roka pred začetkom uveljavitve tega koncepta. Zdaj, kakih drugih popravkov pa mislim, da zaenkrat nismo planirali, oziroma Branka, imaš ti kaj za dopolniti, vse ne v zvezi s to konverzijo. Kaj pa še bo, ko bomo začeli delati zapise za dela, pa ko se bomo začeli ukvarjati mogoče z dodatnimi normativnimi zapisi za osebe ali pa korporacije, to pa še v resnici ne vemo, takrat mogoče, da bo kakšna taka stvar, ampak s tem v zvezi pa mislim, da ne. Ja, kot na primer pri Konorju, ja. Okay. Naslednje vprašanje pa, kako je s vsebinsko obdelavo? Če se polja 6xx kažejo le v lokalnem dodatku, potem dopolnitve ne bodo vplivale na kombiniran zapis. Bi to ti mogoče, Branka? Ja, lahko. Če sem prav razumela vprašanje, bomo z prvo, torej verzijo konverzije, tako ko bomo štartali, a ne, z tem konceptom, če bo seveda se knjižnice s tem strinjale, pomeni, da boste imeli vsi, pri obstoječih zapisov že lokalni dodatek. Torej vsi, če ima Kobib zapis ali pa imate že blok 6, že tako ali tako drugačen, boste takšnega obdržali. Tisti, ki pa bloka 6 nimate, potem tega ne boste imeli. Torej minimum podatek, ki je v lokalnem dodatku, je sistemsko polje. Tisti, ki niste imeli nič, potem bo to prazno, tisti, ki pa ste imeli, bo pa ti podatki zapolnjeni. Še kakšno vprašanje mogoče? Ne? Potem je bilo to kar hitro. Okay. V redu, pol pa bomo počasi zaključili. Ste pa seveda vabljeni, da nam oddate mnenje, tako kot smo vam pripravili, ali v obrazcu, ali preko elektronske pošte. Lahko nas tudi pokličete, vsekakor bomo veseli vašega odziva. Toliko. Hvala lepa in lep dan želim. Hvala. Hvala lepa. Nasvidenje. Nasvidenje.